Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Zaradi onesnaženosti zraka z prašnimi delci je ogroženo naše zdravje in pa tudi je ogroženo zdravje ranljivih skupin. Da bi izvedeli več o tem, kaj lahko naredimo, da bi izboljšali onesnaženost zraka in potem tudi zaščitili naše zdravje, smo v naš studio povabili Valentina Odarja, neodvisnega energetskega svetovalca mreže En svet. Gospod Odar, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, kaj je onesnaževanje s prašnimi delci PM? Ja, kakor že sama beseda pove, onesnaževanje je to, da se v zraku pojavljajo mali delci PM. To so delci, sedaj jih ločimo na 2,5 in pa 10. Kaj to pomeni? To je enota velikosti teh delcev. Pomeni, da je velikost delca 2,5 mikrona, če je 2,5, oziroma 10 mikronov. No, da se bomo boljše predstavljali, las je nekje, odvisno od letnic, tam nekje med 30 in 40 mikronov, pomeni, da so to zelo, zelo mali delci. Kakovost zraka, ki ga dihamo, je zelo tudi pomembna in izpostavljenost torej škodljivemu zraku dejansko ta zrak zelo vpliva tudi na ranljive skupine. Katere so to? Seveda, zrak je eden izmed, poleg vode, pomembnih snovi v našem življenju, in kvaliteta zraka je zelo pomembna. Najbolj ranljive skupine, vemo, katere so to. To so najmlajši, se pravi dojenčki, otroci, potem starejši in pa tisti, ki imajo probleme z zdravjem, recimo kakšni sladkorni bolniki in tako naprej. Kar pomeni to, da moramo pri teh skupinah biti zelo pozorni, kje bivamo, kako bivamo in tako naprej. Kaj lahko pa naredimo na področju, da izboljšamo kakovost zraka? Ja, da izboljšamo kakovost zraka, je relativno naredimo lahko sami največ. Sicer ti koraki se ne poznajo hitro, ampak pomembno je predvsem to, da recimo, če pogledamo pri sebi, najprej moramo imeti zadosti kondicije. Pomeni, da mora biti naše telo v pravi fizični kondiciji. Potem moramo tudi za to vedno skrbeti in če pridemo mi v okolje, kjer je to onesnaženje veliko, vemo, kje so ta onesnaženja, v glavnem to je promet, cestni promet, to so izpušni plini, to so obrabe gum in pa vsekakor po zimi je pa to tudi problem v onesnaženju zraka zaradi ogrevanja, zaradi grelnih naprav. Kar pomeni, da poskušamo, kolikor je pač mogoče v našem življenju, čim manj se gibati v takšnem okolju, ki zajema te prašne delce. Kaj pa lahko naredimo na področju, da zaščitimo naše zdravje? No, če se navežem na prejšnjo vprašanje oziroma odgovor, veliko lahko naredimo to, da je naše telo v pravi kondiciji. Če pa slučajno pridemo v takšno okolje, kjer je pač potrebno, kjer je velika koncentracija prašnih delcev, je pa pomembno, da uporabljamo zaščito. No in to zaščito je tako v splošnem življenju, vsakodnevnem življenju, kakor tudi na delovnem mestu. Tudi zaščita pri delu, pri varjenju, pri brušenju, tam je tudi veliko delcev, je zelo pomembna. To pomeni, da ko gremo v neko okolje, moramo biti na to pripravljeni. V tem imam misel, ko pridemo na koncentracijo ljudi, oziroma tam, kjer je več ljudi, da si vzamemo zaščito. No, največkrat so to maske, to vemo, da na te maske smo se sedaj že malo privadili iz obdobja covida, tako da ja, to je najbolj pomembno. Lesna in potem druga goriva tudi so povzročitelji prekomernih emisij, da pa ne bi prišlo do tega prevelikega povzročanja s temi dimnimi plini. Kaj moramo narediti, da bodo pogoji izpolnjeni? No, pri
Ogrevanje z lesno biomaso. Kaj je lesna biomasa? To so drva, polena, to so sekanci in peleti. Se moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kje kurimo, kako kurimo in kaj kurimo. Kar pomeni, ne, da moramo v našo stanovanjske prostore oziroma našo hišo, v našo stanovanje vgraditi pravilno kurilno napravo. Kar pomeni, da mora biti pravilne moči in pa pravilno vgrajena. Kar pomeni tudi to, ne, da se že obračamo na to, kako uporabljamo. Ne. Če se spomnimo nazaj 20, 30, 40 let, takrat smo imeli neučinkovito stavbno pohištvo, slaba okna. Kar pomeni, da so bile netesnosti velike in je skozi te netesnosti prihajal zrak. Ta zrak je imel tudi dobro lastnost to, da je prezračeval prostor in če je bila v prostoru kurilna naprava, da je jemal zrak. No, sedaj smo zamenjali te neučinkovita okna z novimi, ki tesnijo. In sedaj v prostor več ne prihaja toliko zraka, kar pomeni pri kurilni napravi, da ne gori pravilno, optimalno oziroma ne prihaja do popolnega izgorevanja, pride do nepopolnega izgorevanja. No, kaj se dogaja, če imamo nepopolno izgorevanje? Tukaj nastanejo ogljikov monoksid, to vemo, da je zelo smrtonosen plin, in pa sajavost je velika, pomeni, da se ta sajavost, katrani nabirajo na dimnovodnih napeljavah in potem izkoristek naše kurilne naprave se niža. Da ne bi prihajalo do onesnaževanja zraka, je pomembno tudi, da pravilno kurimo. Seveda, pravilno kurimo? In pa kaj kurimo? Kaj? Pomeni, če imamo mi drva moramo vedno pripravljati za leto dni naprej. Zakaj? Zato, ker ko mi posekamo drva, pomembno je, da jih sekamo v pravem času. Drva se sekajo ponavadi v mesecih, ki se končajo na mesec R, pomeni, ko je manj vegetacije, od septembra pa do februarja, da jih takrat sekamo in da jih posušimo. In ko jih posekamo, je vlažnost tam nekje 40 plus minus %, kar to ni dobro za ogrevanje. Prvič je slab izkoristek, pa še nečistoče, PM delci in tako naprej. Tako da je optimalna vlaga lesa oziroma polen drv je tam nekje okrog 20%. Smiselno je, da so ta drva posušena naravno, pomeni, da ko jih zložimo, ne smejo biti pokrita z neko prevleko, da bi se noter kondenziralo. Ja, to je zelo pomembno. Predvsem pa je tudi to pomembno, da v kurilne naprave, ki jih imamo tako za centralno ogrevanje, kakor za lokalno ogrevanje, kurimo samo drva. Da ne pade noter še kakšen material, kateri dela več škode kot koristi. Kakšno je pa stanje glede prašnih delcev v zadnjem času? No, moramo reči, da konkretno Murska Sobota je imela pred leti relativno po meritvah Arsoja, tudi na Ekoskladu je bilo možno pridobiti dodatna sredstva, če si bil iz Murske Sobote za določene ukrepe, je bil dokaj onesnažen zrak. No, po meritvah zadnja leta niso tako kritična, je pa res, da vedno nastanejo določene trenutke, določene dnevi, kjer je koncentracija velika, recimo ravno sedaj, ko nimamo nobenega vetra, ni nobene inverzije, celi dan se nam vleče megla, kar pomeni, da na določenih mestih nastanejo žepi, v katerih je tudi lahko dokaj veliko število neosnaženih, teh PM delcev, malih in velikih. Tako da nasplošno je to. Druga stvar pa moramo ugotavljati tudi sploh nekih zadnjih par let nazaj, ko smo malo intenzivirali porabo oziroma ogrevanje z lesno biomaso. Tukaj moramo biti malo tudi samokritični, da ljudje ravno ne uporabljajo pravo gorivo, da ni dovolj suho, ampak
je potrebno, da ni tako že v razpadu, piramo, ne. Pomeni, drva morajo biti res prava, da in tako največ pripomoremo sebi in našemu okolju. Kaj pa, če se poškodujejo kurilne naprave, ali je to tudi omogoča, da se povečajo prašni delci? Seveda, zato pa je potrebno vse kurilne naprave, ne. Najcenejše je to, da uporabljamo pooblaščene servise, kar pomeni, da je smiselno, ne, da dimnikarju odpremo vrata, ga povabimo noter, da pregleda našo kurilno napravo, ne pa da ga odženemo od doma. Namreč prvič bo preveril, kako je z vsem dovodom, kako je z dovodom zraka, da pride do pravilnega izgorevanja na eni strani, na drugi strani pa pri izgorevanju, pri oksidaciji nastanejo tudi saje in katrani, ne, ki se nabirajo ali v samem kurišču ali pa v dimnovodnih napeljavah. No, in če se to nabira, vemo, da je milimeter saj ti zmanjša do 5% izkoristek. To pomeni, če imamo zelo zasajano kurišče in pa dimnovodne napeljave, ne, potem je naš izkoristek manjši, lahko tudi do 15-20%, oziroma večja poraba drv, polen. Kaj bi priporočali našim gledalcem glede kurjenja pozimi? Ja, glede kurjenja pozimi, predvsem, če še enkrat ponovim to, ne, vse naše kurilne naprave morajo imeti dovolj dovod zraka. Vsakemu bi svetoval, da vkolikor ima kurilno napravo v tistem prostoru, kjer živi, stanuje, prebiva več ur, kot so kamini, manjše peči, je smiselno, da si nabavi merilnik ogljikovega monoksida, ne, ki opozarja, če bi slučajno koncentracija narasla, da takoj ukrepamo. Namreč vemo, da ogljikov monoksid je strupen plin, ne, ga nima ne vonja, ne okusa, nič nima, samo naenkrat skupaj pademo in je strupen. Tu lahko dosti naredimo pri kurilnih napravah, se pravi redno vzdrževanje, kakor sem na začetku povedal, pravilno moč kurilne naprave, da ni prevelika, da ni premala, in pa pravilna uporaba drv oziroma goriva, takšno, kot je primerno za naše kurenje. Če tako pogledamo v okolici, vse snovi gorijo, ne? Ampak razlika je, če mi gorimo s poleni ali pa če noter damo v okvari kakšen tetrapak, ki ne paše noter. Tetrapak je plastika in vemo, kako onesnažuje okolico, sploh pri gorenju. Kaj pa je poslanstvo mreže En svet? No, mreža En svet, to je mreža energetskih svetovalcev, ki obstaja nekje od leta 1992. Nas je cirka 50, približno 50 po celi Sloveniji. Imamo tudi približno toliko svetovalnih pisarn. No, v Pomurju imamo 5 pisarn, v Murski Soboti, ki je od leta, mislim, da je od leta 1998, potem imamo Ljutomer, Lendavo, Radgano in Beltinci. Občani v mreži oziroma v energetsko-svetovalnih pisarnah dobijo nasvet. Ta nasvet je strokoven, brezplačen, neodvisen, kar pomeni strokoven, da moramo mi izpolnjevati neke pogoje, da to delamo. Potem je brezplačen, pomeni, da strošek občana je samo to, da pride v energetsko pisarno. Najbolj pomembno pa je to, ne, da je neodvisen. Kaj pomeni neodvisen? Mi ne razlagamo, ali je ta kurilna naprava boljša ali ta, ampak pogledamo strokovno, kaj je najboljše. Gospod Udar, hvala vam za vse povedano in obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in prijetne dneve še naprej. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali ta pogovor. Lep pozdrav!